SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Še en lep pozdrav tudi z moje strani vsem skupaj. Zdaj, kot je bilo predstavljeno že v programu SBC 4.0, si bomo v našem mandatu predvsem prizadevali izboljšati dohodkovno stanje slovenskih družin, ki je pač v tem trenutku katastrofalno. Poleg tega pa si bomo prizadevali tudi, da naredimo Slovenijo privlačno za Slovence in za tujce in pa da se pospeši, da se poveča število delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Tako da danes se bomo predvsem pogovarjali o tem, kaj bi bilo potrebno storiti za to, da lahko Slovenija izkoristi ves svoj potencial, da postane naslednja Švica, kot je tudi v bistvu rekel dr. Bitens, ker se mi zdi, da smo nekako na to kar malo pozabili v zadnjih 20 letih. In za istočnico bi si pa pogledali en kratek video. Tako prosim. V globalnem svetu države vedno bolj tekmujejo med seboj za privabljanje novih investicij, znanja in talentov. Slovenija kot majhno, navzven usmerjeno gospodarstvo, ki z izvozom ustvari skoraj 95% letnega bruto družbenega proizvoda, pri tem seveda ni izjema. Naša neposredna konkurenca v tekmi za privabljanje znanja, inovacij in investitorjev so sosednje države, zlasti Avstrija, Madžarska in v zadnjem času vedno bolj Hrvaška. Vendar se naši sosedje očitno bolje kot mi zavedajo, kako graditi konkurenčno poslovno okolje. Politika v Sloveniji se vse do danes, kljub velikim besedam, izboljševanja poslovnega okolja ni znala ali ni uspela lotiti. Tudi zadnji predlog davčnih sprememb se ni osredotočil na razbremenitev obdavčitve dela. Slovenija zato ostaja država, ki je po obremenjenosti z davki v zgornji meji držav Evropske unije. Dodatno težavo predstavljajo pogoste spremembe davčne zakonodaje, ki investitorjem ne vlivajo zaupanja. Naša država potrebuje dolgoročne reforme poslovnega in davčnega okolja. Prvi korak bi morala biti sprememba davkov in prispevkov za socialno varnost, tako da bodo zaposleni v povprečju prejeli več razpoložljivega dohodka. To bi podjetjem omogočilo, da zadržijo in privabijo najboljše, ki zdaj svoje priložnosti iščejo v tujini, Slovenkam in Slovencem pa višji življenjski standard. K nam pa bi lahko privabili uspešne tujce. Višji neto prejemki bi spodbudili višjo zasebno potrošnjo, kar bi dodatno napolnilo državni proračun. Za zadrževanje kadrov, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost, se konkurenčne države poslužujejo tudi nagrajevanj z delnicami, deleži in opcijami. Še eno vrsti učinkovitih ukrepov, ki podjetjem v Sloveniji žal danes niso na voljo. Za gradnjo privlačnega poslovnega okolja bi se morala Slovenija poslužiti tudi znižanja obdavčitve pravnih oseb, ki je trenutno med višjimi glede na okoliške države. To bi izboljšalo konkurenčnost slovenskih podjetij in gospodarstvu dalo dodaten zagon. Več tujih podjetij pa bi spodbudilo k prihodu v našo državo. Davčni primež bi morala država zrahljati tudi pri obdavčitvi kapitala. Tudi na ta način bi doma zadržali slovenski kapital in spodbudili vrnitev našega iz tujine. Z naštetimi prijemi lahko Slovenija postane država s stabilnim poslovnim okoljem, ki bo prebivalce in podjetja stimulirala k plačevanju davkov in poslovanju ter delu v Sloveniji. Izkušnje primerljivih držav namreč kažejo, da so davčni modeli, ki gradijo na obdavčitvi po nižjih stopnjah širokim davčnim zajemom zavezancev in premoženja, učinkoviti in uspešni. In takšna lahko postane tudi Slovenija. Gospod Simič, bi začel kar z vami. Pravzaprav ste prvi davčni strokovnjak že od osamosvojitve Slovenije, šli ste čez vse sisteme, imate tudi bogate izkušnje z, poznavanjem davčnih sistemov v tujini. Kaj rabi Slovenija? Kakšen davčni sistem, kakšno izhodišče, da lahko prosperira? Slovenija rabi prvo vlado, ki bo to sprejela, ne? Torej že od leta 2011 sem že v poročilu Fiskalnega sveta, ki sem član Fiskalnega sveta, objavil, kaj predlagam in tisto še zmeraj zagovarjam. Sem tudi zagovornik enostavnih zadev, poenostavitev. Jaz bom zdaj predstavil eno ogrodje, kako bi si jaz zamislil davke. Vse ostalo, kar bi prišlo vmes, tiste olajšave, ki jih nudiš in tako naprej, so pa pač finese, ki se pojavijo. Torej, mi vsi vemo, da je pri nas smo z dohodnino obdavčeni previsoko, torej mi imamo stopnjo 16, 26, 33, 39 in 50. Pri 74 tisoč že prideš v 50% obdavčitev in tisto, kar je meni najbolj zanimivo, da tudi kakšni bivši politiki, ki pridejo pozneje k meni, se čudijo, da imamo tako visoko dohodnino, ne.
In normalno, ko ti obdavčuješ drugega, takrat je super. Ti drugega obdavčuješ, dokler same doživiš, da dobiš odločbo in potem se sprašuješ, zakaj je tako visoko. Nikoli ne bom pozabil, kako so poslanci pred leti elegantno rešili svoj bom rekel, poslanski dodatek, ki so ga dobili neobdavčeno 500 do 800 evrov. Ko smo jim rekli, da je to nezakonito, so spremenili zakon in to spremenili v zakonito, pomeni, da je neobdavčeno. Ne? Torej jaz predlagam dohodnino, da bi se dohodnina končala pri 40%, lahko začnemo pri 16%. Obdavčitev pravnih oseb bi jaz znižal na 15%. Mi smo že leta 2006 šli to pot iz 25 proti 15. Prišli smo, torej prva varianta, ko je bil minister Bajuk, smo prišli takoj na 23, potem smo vsako leto zniževali, prišli smo do 17 in potem je Ministrstvo za finance reklo, da je z gospodarstvom uskladilo, da grejo na 19. In so šli, to je bila finta, ne. Šli so na 19 in potem smo kar naenkrat dobili zdaj 22, zdaj imamo 22, naslednja stopnja bo pa verjetno kaj višja. Dohodek iz kapitala ravno tako zagovarjam 15, gledamo malo, kaj imamo v sosednjih državah, Hrvaška ima 12, da ne govorim o obdavčitvi podjetij, ima Hrvaška do 1 milijona prihodkov 9% stopnjo, potem jo ima pa 18. S tem, da jaz imam tudi zelo enostavno rešitev za udeležbo zaposlenih pri dobičku, torej zakaj filozofirati pa neke scheme delati. Če je za mene 15%, lahko je tudi za njega 15, pa za njega 20 in zadeva zaključena brez tega in da lahko dam komur jaz hočem, ne pa da moram dati vsem, če ne dam vsem, potem cela zadeva pade. Ne? Socialno kapico, ki smo jo že skoraj enkrat uvedli, jaz vam lahko zdaj povem, torej meni, pa takrat vladi Janeza Janše nam je sta manjkala 2 glasova, da bi socialno kapico uvedla in to sta bila 2 glasova Desusa. 4-krat sem sedel z njimi, 4-krat so rekli ja, ko sem šel ven iz pisarne, so rekli ne. Ostali bomo brez pokojnin. Mislim, to pomeni, da vse ostale države, ki imajo socialno kapico, so ostale brez pokojnin. To nikakor ne drži. In to je še zmeraj zagovarjam socialno kapico na 6.000 evrov. Moj znesek je dosti višji od gospodarstva, ga pravim, pretiravati pa tudi ne smemo, zaradi tega, ker pri tisti, bom rekel, 2-kratniku povprečne plače je lahko tudi izpad prevelik. Splošno olajšavo, ki smo jo v prejšnji vladi, ko smo pripravili, da se bo dvigala do 7.500, jo je ta vlada ustavila. Torej jaz sem zagovornik, da bi bila splošna olajšava na okrog 8.000 evrov in s tem razbremeniš vse tiste z nižjimi plačami, torej vsi pridejo v nizko obdavčitev. Premoženje. Torej, če govorimo o premoženju, to, kar jaz očitam tej vladi, no in tisti, če berete te moje bloge, moji blogi so zdaj ratali celo tako, da ker sem ne upal nič povedati, jaz pač napišem in se potem zadeve začnejo na nek način premikati. Slišim ministre te vlade, da govorijo, obdavčili bomo premoženje. Kako boš obdavčil premoženje, če vsi imajo v glavah, da bodo obdavčili nepremičnine? Torej, premoženje pomeni tudi denar v bankah, vrednostne papirje, zlate palice, mogoče pol avtomobile in potem bo prišli tako, kot je bilo včasih v Jugoslaviji, da je bila draga kozmetika obdavčena 32. Zato sem jaz zagovornik, če že gremo v obdavčitev premoženja, torej bodo enkrat morali, 0,3% je popolnoma dost, ne pretirava z nekimi 0,7, pa veste, ki bo tisti zakon, ki bo celo 1% točka. No, zdaj, ko je bilo vse te lepe stvari, zdaj pa pride tisto, kar jaz predlagam, da se pa zviša, to je pa DDV. Ampak zdaj bo nekdo rekel, ja, DDV se ne sme zvišati, se bo podražila hrana in tako naprej. Moj predlog je, da zgornja stopnja DDV-ja gre iz teh obstoječih 22 na 24 ali 25, kajti DDV je tisti, ki prenese takoj. S tem DDV-jem se lahko prikrije večji del izpada, to, kar sem do zdaj našteval, in tudi, če greste preračunavati, koliko bodo dobili na olajšavah, toliko ne porabijo, ne bodo plačali toliko več DDV-ja, spodnjo stopnjo bi zvišal samo za 0,5, pomeni na 10, jaz imam rad okrogle številke zaradi tega. In potem tisto 5% bi pustil pomeni, to so te zadeve, potem pa so tiste, veste, vsi želijo imeti olajšave, strinjam se, imejmo olajšave in sem za njih. Veste, kaj je bilo noro pol, da je politika te olajšave potem izkoristila za povečanje davčne stopnje obdavčitve podjetij. Začeli so govoriti o efektivni obdavčitvi podjetja 11%, ko smo imeli 19 splošno. In potem, da tiste olajšave, s katerimi se naša politika hvali v tujini, kako jih imamo v Sloveniji, so zrušili in povečali, bom rekel, obdavčitev podjetij. Ja, normalno, če ti olajšavo dovoliš, da jo nekdo ima in da jo bo izkoristil. Izkoristili so tisti, ki so imeli velike dobičke. Tako, kar se je zdaj zgodilo, to, kar zdaj pripravljajo, ne vem, koliko spremljate, vsi govorijo, da imajo nekateri velike izgube.
in zdaj bodo oni izgubo omejili na 5 let, da boš lahko pokrival. Kot da je izguba nek sladoled, ki ga dobimo. Izguba je huda depresija, ki jo imaš. Moš jo preživeti, moš dati svoj denar in potem jo moš pokrivati. In potem bo nekdo rekel, veš kaj, zdaj pa če si imel veliko izgubo, ki si začel delati, zdaj boš moral pa vsak let imeti velik dobiček, da boš lahko celo pokril, če ne bo izgubo. Tako da pravim, tukaj bodite malo aktivni pri tej zakonodaji, čeprav vem, da se ne da kaj dosti narediti. Toliko. Hvala, gospod Simič. Jaz močno upam, da nas bo danes kdo poslušal in da bo to tudi v bistvu prišlo v prakso. Bi nadaljeval z vami, doktor Rožen. Se pravi, kot smo že v prejšnjem panelu poslušali, je v tujini precej pogost model, ko se v bistvu določen manjši del davkov pobira na državni ravni, določen manjši ali večji, kakorkoli pač odvisno od države do države, pa na regionalni oziroma lokalni ravni. Kakšen je pa vaš pogled na to? Bi si to želeli? Jaz sem prej razumel, da v bistvu bi potem na koncu več za občine ostali, pa me čisto zanima, ste vi o tem že kaj razmišljali, pa kakšne je vaše stališče glede tega? Ja, najlepša hvala. Hvala tudi za povabilo v imenu vseh županov, ki smo danes vabljeni med podjetnike, podjetnice. Vsekakor seveda ta fiskalna decentralizacija, ki pravzaprav v Sloveniji ne obstaja, bi bila dobra za razvoj občin oziroma regij. Občin seveda je 212 in najbrž 212 davčnih stopenj oziroma davčnih sistemov na lokalni ravni ni mogoče uvesti. Mogoče pa je najbrž regijsko razmišljati o tej fiskalni decentralizaciji v smislu seveda razvojne obdavčitve. Tako da to so pobude, ki obstajajo, z izjemo nadomestila za porabo stavbnega zemljišča, ki je neka lokalna dajatev, no niti ni davek, ampak je to sedanja oblika bodočega davka na premoženje. To je pravzaprav edini instrument fiskalne narave, ki na lokalni ravni obstaja, je zelo nepoenoten po občinah in pa svoje izhaja pravzaprav izpred leta 1991, tudi zakonske podlage so tam. Tako da to je edini instrument, ki ga mi imamo in kar ni dobro, ne moremo vplivati na razvoj, ni sredstev, ni denarja. In seveda Slovenija, kot mnogi ugotavljate in tudi župani in županje ugotavljamo, je izjemno centralizirana država, ne samo fiskalno davčno, tudi vsebinsko. Država nam vse skozi določa naloge, o katerih ne moremo odločati, za katerih nimamo sredstva, da bi jih financirali. Nedavno seveda je pravzaprav država dvignila javnemu sektorju za 1 milijardo evrov plače, kar bo posledica v 5 letih, kar bo posledica tudi na občinskih proračunih. Mi financiramo delovanje vrtcev, knjižnic, ogromno javnih zavodov, pa ničemer ne odločamo, tako da mislim, da v Sloveniji 2030 bo potrebno razmisliti pravzaprav o neki reformi lokalne samouprave, morda z uvedbo regij pokrajin, kajti na nek način smo sedaj občine v večjem delu svojega delovanja neke vrste upravne enote, izvršujemo samo odločitve, bi rekel, države na mnogo področjih. Tista razvojna komponenta, za katero dobimo pravzaprav 4-letni mandat in si vsi župani in županje zelo želimo, pa je nekako potisnjena v ozadju, zopet centralizirana, kot država deli evropska sredstva, tako da tu je res veliko priložnosti za decentralizacijo, ne samo ta davčna, ko smo začela, bi rekel, to vprašanje, ampak tudi vsebinska, z roko v roki z davki, kajti seveda pred denarjem se vse konča in začne. Hvala lepa. Gospod Jenič, glede na vaše bogate izkušnje v tujini, delali ste v Avstriji, na Češkem, ogromno poslujete v Srbiji, na Hrvaškem. Me zanima, a vi vidite, da je Slovenija iz davčnega vidika kje boljša ali pa bolj ugodna kot te države, nekje v povprečju, ali je kaj takega, kar bi radi preslikali iz teh držav v Slovenijo? Ja, prav je, da tudi pohvalimo kakšne dobre stvari. Jaz bi tukaj izpostavil olajšave, ki lahko znižaš davčno osnovo in so neposredno povezane s tem, kako podjetje dela in krepi gospodarsko rast. Olajšave za investicije, olajšave za kadre, olajšave za razvoj. Je pa tako, da včasih te olajšave, ko jih pišeš, moraš zelo previden biti, pa že vnaprej razmišljati, kako boš napisal, da ko dobiš od Fursa vprašanja, da bo znal odgovor, da bojo potrdili. In če tukaj primerjam z Avstrijo, v Avstriji davki niso nizki, je pa stabilno, predvidljivo, pa predvsem cel sistem dela za to, da grem podjetjem dobro. Ko ti ustanoviš podjetje v Avstriji, dobiš od avstrijske davčne uprave knjigo, ki se imenuje Weniger Steuer zahlen. Skratka, plačaj manj davka. In tam imaš točno napisano, kako lahko znižuješ osnovo. Če izkoristite to, vsak to dobi, zato da je čim bolj jasno, da imajo vsi enake podatke in da se točno ve, to lahko narediš,
boš neumen, če ne narediš, pa hkrati tudi tukaj je pa meja, nad tem se je pa treba plačati. Ne. Ampak Avstrija sicer jaz ne bi imel za vzor izbirati, da bomo bolj dinamični in prehiteli Avstrijo. In predvsem bi rad videl, da je davčna zakonodaja del strategije in strategija gospodarskega razvoja mora stremeti na konkurenčnosti, konkurenčnost pa na inovacijah, razvoju talentov, razvoju novih tehnologij in tako naprej. Ne. In recimo, ko smo pri umetni inteligenci, merjeno skozi tržno kapitalizacijo, v zadnjem letu in pol so podjetja, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco, ustvarila več vrednosti kot avtomobilska industrija od izuma prvega avtomobila. In načo davčno zakonodajo pravimo, da pač tega se mi nočemo iti, ker smo obdavčili talente oziroma visoko strokovnjake bolj kot katerakoli druga država in nam uhajajo 3 IT podjetja, Cisco, Oracle, Microsoft so večji del pisarn letos preselile v Zagreb. In Hrvaška in Srbija intenzivno na tem delata, v šole uvajata informatiko in tako naprej. In tukaj smo 3 zraven na Koroškem, to je eno središče, eno točk, kjer je največja koncentracija znanja o legiranih jeklih na svetu. Samo v Avstriji še eno, ki je mogoče korak nad tem. In 40% vseh kovanih valjev, ki jih potrebno za to, da ti aluminij zvaljaš v pločevinko ali pa aluminij folijo ali pa za tablete, se naredi na Ravnah. 2 od 8 največjih podjetij v Evropi za industrijske nože sta tudi zraven. Vsa ta podjetja so v bistvu zelo dobra regijska podjetja z novimi tehnologijami, umetno inteligenco in tako naprej, pa vem, da se lahko podaljša življenjska doba za 10-15% ali pa zmanjša strošek za kupca. In to je razlika, ki te lahko pripelje do tega, da si vodilni na svetu. Zato pa rabimo vrhunske strokovnjake za tehnologijo, za informatiko, umetno inteligenco, ljudje, ki bodo to znali prodati, organizirati in tako naprej. In če te odganjamo z davčno zakonodajo, že ambicije izgubljamo, da bomo sploh lahko to vzpostavili. Tako da, ja, najprej bi rabili tisto sploh stabilnost, zato da vemo, in da je predvidljiva davčna zakonodaja. Vsake 3 mesece, ko se začne volilna kampanja, dobim klice od davčnih svetovalcev v Avstriji, pa kaj se pa pri vas dogaja. Pridobimo 1 do 2 vprašanje oziroma želje, da bi se odprlo podjetje v Avstriji, med volilno kampanjo 101-2 na dan. In na drugi strani pa seveda moramo biti dinamični, tako kot so države, ki ste jih že v filmu pokazali. To je grozno in jaz bi se s tem strinjal. Mi velikokrat dobimo kakšno povpraševanje iz tujine glede tega nekega pregleda splošnega davčnega sistema. Ne? In ko jim povemo, da pač ne moramo jamčiti, kaj bo čez 2 pa 3 leta, ne? Se marsikjer investitor odloči in sploh ne pride v Slovenijo, grejo pa na Hrvaško. In to je velik problem. Gospod Gams, vi ste predstavnik mlajše generacije podjetnikov, ste tudi član sekcije SBC Mladi. Mene pa zanima v bistvu, kakšen je sentiment med vašo generacijo, se pravi vaš osebno in pa nasplošno med vašimi vrstniki glede obstoječega davčnega sistema v Sloveniji. Ali vas stimulira, da poslujete pa delate v Sloveniji, ali je naravnan bolj v smeri, da se išče priložnosti v tujini? Ja, kar se tiče mlajših generacij, bom tako rekel, globalizacija oziroma en klik iz interneta smo po celem svetu in dejansko trenutni davčni sistem v Sloveniji bolj spodbuja inovativnost in neke stvari oziroma razmišljanje, da gremo ven, zato ker dejansko ni neke stabilnosti v samem davčnem sistemu v Sloveniji in tudi konkurenca iz tujine je veliko večja, tako da bolj sentiment vseh mlajših generacij je iti bolj v tujino. Kar je precej žalostno, tako da upam, da se bo kaj spremenilo na tem področju. Gospod Simič, glede na to, da od 2007 v bistvu velja ta obstoječi davčni sistem in je bil že zelo velikokrat spremenjen v tem času, ampak nekje osnova je še vedno ista. A mislite, da to, kar ste prej govorili, kakšen davčni sistem bi bil optimalen za Slovenijo, ga je mogoče pravzaprav spremeniti oziroma narediti na podlagi sprememb obstoječega, ali bi bilo najbolj, da se obstoječega povsem nadomesti z nekim novim? Torej to, kar si rekel, da je osnova ista, ampak stopnje so druge, veš.
in te stopnje vplivajo na vse ostalo. To, kar smo zdaj slišali, da res to vidim v praksi. Hrvaška je postala zelo zanimiva, bom rekel, v zadnjem obdobju, sploh zdaj te zadnje volitve, ki je ostala ista vlada, vedo, da naslednja 4 leta bodo take stopnje, kot so, in kar nekaj Slovencev se tudi preseli na Hrvaško, torej fizično se preselijo na Hrvaško in postanejo davčni rezidenti na Hrvaškem. V Sloveniji bi lahko z nekimi parcialnimi spremembami, ampak vprašanje je, kdo to reformo lahko izvede. Mi imamo trenutno vlado, ki pravi, da je zelo sposobna, da bo veliko naredila, nismo videli še nič, in zaradi tega se jaz bojim, da se ne bo tu zgodilo nič. Pomeni, ko vpraša naslednja vlada, katerakoli bo, bi morala takoj začeti z spremembami. Mislim, da Slovenija ta trenutek, predvsem bom rekel, del politike in pa tudi mediji niso pripravljeni na neke velike spremembe, zato ki jih sploh ne dojamejo in začnejo negativno pisati in s tem potem spodbudijo, bom rekel, množico ljudi, ki so proti, in potem se vsak dan ukvarjaš, da nekomu dokazuješ, da je to boljše. Dokazano je, da če imaš neko nižjo stopnjo, da je prav gotovo boljše. Res je, da bo neki izpad, bom rekel, prihodkov davčnih, ampak če ni nobeden trznil, torej niso nobeni trznil, ko bo šlo zdaj za povečanje plač cirka 1,3 milijarde. Celo razburjanje je pa, če se naredi neka davčna zakonodaja, ker bo recimo 200 milijonov manj prihodkov. In to je tisto, kar potem, ko se pogovarjaš, enostavno rečeš, naredite, kaj je svoj užitek in tisto, kar pač izražam na svojem blogu, ker pač napisim, kaj mislim, da je prav. Tudi to, kar je povedal glede davčne uprave, da ko začneš delati, da te davčna uprava. Jaz vem, kako dela v Avstriji davčna uprava. In tudi vem, ko sem to zahteval tudi od mojih zaposlenih, da pač imajo nek drugi odnos do podjetnikov, te podjetniki, tisti, ki plačujejo. Danes pa jaz pač doživljam to, da pač davčna uprava predpise tolmači po svoje. In to se ne sme dogajati. In tukaj tudi, ko se pogovarjam s podjetniki, zakaj se ne oglasijo, jaz se bojim, saj veš, da nihče od nas ni čist. Pa kaj pol? Enkrat razčistimo, pa dajmo to iti naprej. Zato pravim, da morali bi narediti spremembo, sigurno je treba neko skupino formirati, treba je sestaviti skupino, to, kar je znal narediti Bajuk leta 2007, v kateri bodo podjetniki, torej takrat je bil Boskarol, Akrapovič, še mnogi drugi, da so not tudi profesori, ki se spoznajo na davke, da so not, davčni svetovalci in Ministrstvo za finance in finančna uprava. In potem lahko pripraviš neko zakonodajo. Normalno, treba je vse zadeve uskladiti in gledati predvsem podjetnike kot tiste, ki denar prenašajo. Jaz vem, ker sem pred 2 leti, koliko je bilo 2 leti nazaj, predlagal uvedbo 6. dohodninskega razreda. Prva reakcija je bila, jaz sem predlagal, da se uvede 6. dohodninski razred nad 1 milijon evrov, 10% dohodnina. Prvi napad je bil, zdaj bo pa čistilka plačala 16, on bogataš bo plačal 10. Ampak nihče ne pomisli, da vstopnica v tisti milijon, oziroma 10% stopnjo, je 495.000 evrov. In koliko je takih bilo? Toliko dohodnine moraš plačati, da prideš nad 1 milijon evrov davčne osnove. Tega nobeden ne vidi. Koliko je bilo pa takih oseb v Sloveniji? Takih oseb, jaz sem gledal eno diplomsko nalogo, kar je zanimivo, jaz, ko sem o tem govoril na televiziji, me je tako en medij, portalni začel napadati, kje sem te podatke dobil, ker se hoče spet dokazati, da sem jih dobil v finančni upravi. To je pač napisala ena punca, mislim, da je imela v svoji seminarski, takrat, ko je pisala, to je 3 leta nazaj, 4, mislim, da je bilo 13 oseb. Torej zelo malo, jaz pa pravim, imamo 2 letališči. Zakaj ne bi športniki se vozili na naša letališča pa živeli pri nas? Če bi lovili tiste dneve, 183 dni, ki jih lovijo, zakaj mora biti kontra, da naši športniki gredo ven? In jaz sem računal s isto mojo stopnjo 10% nad milijon, takrat so govorili o Rogliču pa o Pogačarju, ki sta šla v Monako. Ona dva bi takrat v Sloveniji plačala enih 700.000 evrov na tiste prihodke, ki ste jih imela takrat. Če bi bila ta sprejeta moj predlog. Taka pa zdaj bi pa plačala 1,5 milijona, pa 1,4 milijon. Normalno, da greš. In jaz vem, tudi poznam zadeve, malkrat veliko sem delal športniki, da je velik problem, bom rekel, ta družinski. Torej, kaj če moja soproga cel dan dela v enem mestu, kjer nobenega ne pozna, mora pa tam biti zaradi davčnih zadev. Zato pravim, moramo se premakniti, imamo lokacijo enkratno, imamo samo problem, da politika tega ne zna, da politika pritiska podjetnike, podjetniki so bili dolg časa tiho, zdaj vidim, da so se pač odločili, 2 sta izstopila iz strateškega sveta pri Ministrstvu za finance, kar jaz pravim, da je prav, ker morajo se začeti poslušati podjetniki in končno so podjetniki tisti, ki plačujejo davke in tudi govora, da se bo kako je že bilo rečeno, z davkom na premoženje se bo zmanjšalo obremenitev plač. Davek na premoženje gre občinam, je tako? Ne more se z njim zmanjšati obremenitev plač. Tako da pravim, cel kup nonsensu. Ok, hvala lepa. Čas nas že malo preganja.
malo se mi mudi. Tako da v bistvu bi prosil, da zelo hitro govorite zdaj naprej. Doktor Rožen, mene pa predvsem zanima, vi ste župan obmejne občine. Kako pa v bistvu to dejstvo vpliva na neko migracijo podjetij pa delovne sile iz Slovenije v Avstrijo? Je tega precej? Je to problem? Kako to v bistvu naslavljate? Ja, tega je v obmejnih občinah precej. To seveda je in ni problem. Ljudje seveda hodijo v Avstrijo službo z področja Koroške in Štajerske, tam so višje plače, podjetja imajo višjo dodano vrednost, mislim, da povprečju 2-kratna dodana vrednost na zaposlenega je v Avstriji torej višja, kar pomeni višje plače. To je seveda slaba novica za naše gospodarstvo, kajti ne dobijo delavcev, medtem ko naši ljudje imajo pa seveda višje plače in živijo pa v Sloveniji. Tako da to ima obe plati. Koliko je to povezano z davčno politiko, bolj poznavalci davčnega sistema vedo, zakaj ima Avstrija, torej avstrijska podjetja, 2-kratno dodano vrednost zaposlenega v primerjavi s Slovenijo, tako da za lokalne skupnosti na obmejnih območjih je to plus in minus. No. Ja, mislim, sklepamo lahko potem, da če bi v bistvu se razbremenila dohodnina za zaposlene, a ne se pravi, da bi v bistvu na isti bruto dobili više neto ven, da bi pač manj ljudi prešlo svoje meje. Drži, vsak kalkulira svojo neto plačo, bruto ga pravzaprav ne zanima, žal pa seveda poleg fizičnih delavcev, ki odhajajo v Avstrijo, odhajajo tudi nekaj zdravnikov, zlasti tisti, ki znajo seveda nemško, to pa je seveda še en slab signal za našo državo. Hvala lepa za odgovor. Gospod Jenič, ali vi v podjetju nagrajujete tudi oziroma se poslužujete kakšnih alternativnih ukrepov nagrajevanja v smislu udeležbe pri dobičku, kakšne opcijske delniške oziroma sheme z nagrajevanjem z poslovnimi deleži in podobno? Ja, do lanskega leta smo imeli klasičen sistem, kjer smo imeli variabilne nagrade, nekaj individualnih, nekaj skupinskih. To smo letos spremenili in sicer vsak mesec odpremo bilance, povemo, kako nam je šlo, se skupaj s celim podjetjem pomenimo, kaj lahko naredimo boljše in tako naprej. In imamo pravilo, da ustvariti moramo nek minimalni dobiček, zato da se lahko plačujejo krediti in tako naprej. Nad tem pa 30% dobička gre direktno v nagrado zaposlenim. Ampak v obliki plače, verjetno. Ja, zdaj gre v obliki plače, bi pa seveda podpisal točno to, kar je gospod Simič povedal. To pomeni nek sistem opcijskega nagrajevanja ali pa upravičitev kot kapital bi bil win-win za vse. Torej, če prav razumem, v bistvu pogrešate neko normalno zakonsko podlago, ki bo omogočila v bistvu neko efektivno ali pa stimulativno delitev dobička med zaposlene, brez da bi bilo obdavčeno kot plača, ampak po neki normalni stopnji, a ne? Tako, točno to. Ok, hvala lepa. Gospod Gams, mene pa zanima čisto v bistvu vaša izkušnja. Podjetje ste ustanovili leta 2018. Kakšne spodbude, pa govorim predvsem o davčnih, ste dobili recimo na lokalni ravni ali pa na državni ravni, če sploh, oziroma če ste kaj tazga pogrešali? Spodbud z davčnega vidika ni bilo, smo pa bili uspešni na recimo podjetniškem skladu, kjer so določene mehanizmi za začetek poslovanja. To je to, ja. Drugače na davčnem nivoju pa niti ne. Bi vas pa verjetno zanimalo, da bi bilo kaj tazga, kot imajo številne druge države, da pač mlada podjetja prvih nekaj let sploh ne plačujejo davkov, dokler pač ne začnejo delati dobička. Sklepam. Ja, mi smo šli v bistvu čez tako pot od SP-ja, potem nas je bilo nekaj zaposlenih na SP-ju, potem smo to preoblikovali v DOO in tudi tam je bilo kar birokratsko zahtevno. V bistvu brez davčne svetovalke bi zelo težko naredili ta prehod, ker smo pač rabili neke osnovna sredstva prenesti iz SP-ja na DO itd. itd. To je definitivno tudi ta birokratizacija samih procesov poslovanja je kar težavna, sploh za mlajša podjetja, ko nimaš toliko izkušenj, ko ne veš, kako se dogaja. In tu bi tudi bilo recimo iz strani državnih inštitucij, kot je Fursa, zelo potrebna pomoč za podjetja pri takšnih vprašanjih. Hvala lepa. Zdaj naš čas se izteka. Jaz bi v bistvu nekako zaključil, da na podlagi vsega, kar smo zdaj zvedeli in slišali, in na podlagi pač vsega, kar pač tudi drugače vemo, a ne, Slovenija ima ogromen potencial postati druga Švica, lahko tudi boljša kot Švica. In jaz mislim, da z skupnimi močmi, pa z našo pomočjo državi, konstruktivnimi, bom rekel, predlogi, imamo možnost, da to državo popeljemo na gospodarski zemljevid sveta. Tako da jaz upam, da nam bo uspel. Bi se pa rad zahvalil panelistom za prijeten pogovor in vam, draga publika, za pozornost. Tako da se približujemo počasi odmoru. Hvala.
SBC aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.